Moje ime je Mateja Kunc, tako kot ste že slišali. Absolutno nimam namena govoriti o sebi, ker ste pomembni vi in tisto, kar bi vam želela povedati. Razen mogoče to, kaj je mene pripeljalo do teh spoznanj, o katerih bi vam rada govorila danes. Namreč beseda življenjeslovje je moja skovanka. Navdahnilo me je, v bistvu sta me dva izraza navdahnila, in sicer družboslovje in naravoslovje. In če se družboslovje ukvarja z družbo, če se naravoslovje ukvarja z naravo, se življenjeslovje v bistvu kot neka nadgradnja tega znanja ukvarja z življenjem kot celoto. Zakaj se ukvarjam s tem, kar se, namreč jaz se nisem vse življenje s tem ukvarjala. Jaz sem po profesiji sicer ekonomistka, mnogo let sem bila v menedžmentu, predsednica uprave neke družbe, ampak potem so se zgodile stvari, ki so me pravzaprav spomnile na moje mladostniške želje. Še tako v mojih odraščajočih letih je bila psihologija tema, ki je mene nad vse zanimala. V smislu ne toliko psihologija kot teorija, ampak zakaj čutim tako, kot čutim. In posledično, zakaj se mi dogajajo stvari, ki se mi dogajajo. In v mojem življenju lahko rečem, da me na začetku življenje ni šparalo. Veliko stvari se je zgodilo, veliko stvari takšnih, veliko izgub sem doživljala in te izgube, sploh nekaj od njih je bilo kar zelo dramatičnih. Te izgube so me v bistvu, še zdaj se mi malo glas zatrese, ko se na to spomnim, ampak to me je napeljalo na raziskovanje vprašanja, iskanje odgovora na vprašanje, ki si ga mislim, da vsi zastavljamo. Zakaj se nam dogajajo slabe stvari? Mislim, da je to eno od ključnih vprašanj, ker namreč, ko se nam lepe stvari dogajajo, se ne sprašujemo, zakaj se nam dogajajo lepe stvari, samo veseli smo, da se nam dogajajo. Ko se nam pa začno dogajati ali pa ko se dogajajo slabe stvari, to, kar nočemo, tukaj pa želimo najti odgovor. In jaz sem od nekdaj človek zemlje, zemeljski človek sem, kaj hočem s tem povedati. Iščem odgovore, ki jih je možno razumeti. In tisti, ki me poznajo, vedno rečejo, pri tebi je vse tako logično, razumljivo. Se pravi, jaz zagovarjam to, da ko mi vemo, ko razumemo, ne ko upamo, ne ko verjamemo, ampak ko vemo, takrat znamo ukrepati. Rada bi vam danes povedala, da resnično imamo življenje v svojih rokah. Rada bi vam povedala, da ta slogan vse je v tebi, vse je v nas, resnično drži, ampak to bi vam rada povedala na svoj način, na tak način, ki vas opolnomoči z znanjem. Namreč že zdavnaj sem ugotovila, da upanje je krasno. A smo že vsi slišali stavek, upanje splava po vodi. Ko se nekaj zgodi, kar nas preseneti, je upanje zelo velikokrat prva stvar, ki jo zgubimo. Vera je malček več od upanja, ampak tudi vera je ponavadi pogojena z nekom ali nečem izven nas. Neka sila, neke situacije, ki bodo poskrbele za to, da bo za nas poskrbele. Vedenje je pa zame tista prava pozitivnost. Vedenje je pa tisto, česar nam nihče ne more vzeti. In ko mi razumemo, ko vemo, kdo smo, kako deluje življenje in še dodatno, s kakšnimi podatki smo v življenju vsi opremljeni, samo da eni to vemo, drugi ne vemo, potem dejansko odločamo o svojem življenju. Ne čisto vsem. Zakaj ne čisto vsem? Zato, ker mi pogledamo nase kot en življenjski cikel, mi smo bitja svobodne volje, ampak ne absolutno. Namreč, mi se rodimo v neke okoliščine, smo kakršni smo in ko gledamo za nazaj, bi rekli, pa kako mi lahko rečeš, da imam svobodno voljo, če me je že rojstvo zaznamovalo tako, kot me je. Res je. In zato pravim, vprašanje svobodne volje je filozofsko vprašanje v tem smislu, da moramo najprej razumeti, kdo smo. Namreč, če mi razumemo, da smo mi večno bitje,
v tem smislu, da ko smo se rodili, se nismo rodili kot nepopisan list. Mi vlečemo neko svojo preteklost s seboj. Ampak ne v smislu nedokončanih nalog, ne v smislu izkušenj, ki jih moramo v življenju doživeti, da odkljukamo neke svoje dolgove, da se za nekaj oddolžimo ne vem komu, nič od tega. Ampak samo preprosto na podoben način, kot gledajte, danes smo, kar smo. Ampak to, kar smo danes, je nadaljevanje tega, kar smo bili včeraj. A je to logično? Vsem je to logično. In gledajte, z vidika življenja je tudi cikel našega življenja v bistvu v tem časovnem, recimo temu gledanju, manj, kot je ta sprememba od včeraj na danes. Energije, fizika nas uči, a ne? Energije ne nastajajo iz nič in se ne iztrošijo. Se pravi, samo spreminjajo svojo obliko in seveda enako velja tudi za nas in za življenje. Torej, mi nismo nepopisan list, ko pridemo na ta svet, in kar bi vam danes želela, vas samo seznaniti, predvsem seznaniti, imamo možnost vedeti, s čim smo na svet prišli. Torej, s kakšnimi osebnostmi, naravnanostmi smo prišli na svet, na katerih področjih življenja jih bomo izražali, v katerem obdobju življenja jih bomo izražali in še več. Dan nam je napotek. Imamo napotek v smislu vsako izkušnjo, tudi življenje kot univerzalno izkušnjo, se je najbolj smiselno lotevati po 9 korakih. O vsem tem govori Džotiš, o tem bom več lahko povedala potem po tem pogovoru v šotoru, kjer vam bom tudi, če boste želeli, povedala, v katerem obdobju življenja ste kot posameznik. Ampak zdaj bom majčkeno se vrnila, pa malo več povedala, o čem sploh govorim. Torej, nismo nepopisan list. Imamo svojo preteklost, ta preteklost se ne pokaže samo komu smo se rodili, kakšni smo se rodili, ampak je za celo življenjsko pot neka usmeritev. Ampak glejte, samo usmeritev v smislu, tako bo, če ne bo drugače. A veste, da ta stavek ni, da ima veliko težo, ni samo igra besed, ampak je zelo globoko razumevanje življenja. Tako bo, če ne bo drugače. To z drugimi besedami pomeni, naša preteklost ima to vlogo in samo to vlogo, da je naša sedanjost kakršna je. In če bomo mi v sedanjosti, v trenutku, v katerem dejansko lahko spreminjamo stvari, odreagirali na podobne situacije, na podoben način, bo naša preteklost predvidljiva, prihodnost predvidljiva, oziroma drugače moram reči, prihodnost je vedno predvidljiva, ampak mi lahko na to vplivamo in spreminjamo. In vidite, ko sem prej rekla, da sem se zelo ukvarjala s tem, zakaj se nam v življenju dogajajo slabe stvari. Mnogo ljudi to pove na drugačen način in pravi, zakaj se mi nenehno ponavljajo ene in iste stvari, ali pa še drugače, zakaj se nam ponavljajo isti vzorci. Nič mističnega ni v tem. Preprosto gre za to, da če mi v podobnih okoliščinah odreagiramo s podobno naravnanostjo, je predvidljivo, da se bodo ponavljale stvari, kot so se nam že doslej. In naša svoboda je v tem, da razumemo, kaj nas je pripeljalo do tega, kaj nas vodi, katere pretekle izkušnje nas vodijo k temu, da reagiramo tako, kot reagiramo, in da se zavedamo, da lahko odziv kadarkoli spremenimo. Veste, delo na sebi ni niti težko, niti dolgotrajno. To je mogoče ena od stvari, glede katerih bi vas rada razbremenila. Tolikokrat namreč slišim ljudi, ki so v težkih situacijah, ki so izmučeni, naveličani, preobremenjeni. In potem pravijo, pa mi pa rečejo, da moram delati na sebi. Zopet ta beseda delo. Ne rabim še več dela, rabim več počitka, odklopa, odmora. Delo na sebi ni stvar
Spreminjanje sebe ni stvar dela, je stvar odločitve in vedenja. Da veš, kaj v resnici je treba spremeniti. In spremeniti je treba misli. Misli, ki jih oblikujemo v prepričanja in pričakovanja. Vem, da iz vseh vogalov v bistvu že skače ta stavek, spremeni misli, pa bo drugače. Niso samo misli tiste. Ni dovolj, da mi sedimo na kavču, spremenimo misel, pa bo zato naše življenje drugačno. Ne, potrebne bodo spremembe, potrebna bodo dejanja, ampak začne se z mislimi. Dokler mi misli ne spremenimo v smislu prepričanj in pričakovanj, tudi naša dejanja ne bodo drugačna. To je bistveno. In evo, zdaj bi mogoče bolj sistematično povedala, kaj je odgovor na vprašanje, zakaj se nam dogajajo slabe stvari. Ne zato, ker bi imelo življenje kakšne izkrivljene namene z nami. Ne zato, ker smo slabi, pa nas življenje kaznuje. Ne zato, ker je s trpljenjem tlakovana pot do nebes. Ne zato, ker imamo kakšne dolgove, ki jih moramo poravnati, ampak preprosto, ker smo zaradi nerazumevanja sebe in nerazumevanja življenja pluli v napačno smer. Pa smo imeli lahko žulje od tega, pa smo lahko doživljali krče, pa nihče nam ne bi mogel reči, da se ne trudimo, zelo se trudimo. Ampak nekaj počnemo narobe. In prva stvar, ki jo počnemo narobe, je nerazumevanje univerzalnih zakonitosti življenja. To se sliši verjetno strašno komplicirano, a pa je v resnici zelo enostavno. Takoj zdajle vam jih bom povedala. Prva zakonitost, po kateri se odvija popolnoma vse v življenju, je zakonitost ali pa zakon pozornosti. Tisto, čemur posvečamo največ svoje pozornosti. To bo povezano ali pa to bo ustvarjalo situacije, ki bodo najpomembnejše v našem življenju. To je prva stvar. Tega se v glavnem še kar zavedamo. Druga stvar, ki pa je odgovor na to vprašanje, zakaj slabe stvari, je pa, da se nevede in nehote z najboljšimi nameni ukvarjamo in posvečamo svojo pozornost težavam, oviram, stvarem, ki ne gredo tako, kot bi si mi želeli. In ko torej v tem stvarem posvečamo pozornost, te stvari rastejo. Torej, bolj ko razmišljamo o slabih stvareh, ki se nam dogajajo, bolj ko živimo v strahu pred boleznijo, bolj ko živimo v strahu pred revščino, bolj ko živimo v strahu pred karkoli pač naravnimi nesrečami, če hočete, bolj smo nanje uglašeni. In zdaj boste seveda logično, se vam bo postavilo vprašanje, ja in, a ne zdaj to kar ignoriram? Ne, seveda ne. Ampak gre za nekaj zelo pomembnega, kar se premalo zavedamo. Namreč eno je težava, ovira, drugo pa je problem. Problem je namreč naše čustveno odzivanje, naše razmišljanje in odzivanje na nekaj, kar je težava. V čem je razlika? Če si mi rečemo, ok, imam toliko denarja, ta denar mi omogoča, da lahko si privoščim to pa to pa to, zato pa to ga imam pa premalo. Potem smo mi definirali situacijo, ki je težava in bomo takoj našli rešitev. Mislim, šli v smeri iskanja rešitve. Vedeli bomo, ali nam je pomembno, ali nam ni pomembno in vedeli bomo, v katero smer delovati. Če pa mi rečemo, kaj sem jaz v življenju naredila narobe? Zakaj mene življenje tako tepe? Zakaj imajo vsi drugi, sam jaz ne morem? To pa pomeni utapljanje v problemu. To pa pomeni, mi sploh ne razmišljamo o tem, kaj se nam v resnici dogaja, ampak pustimo, da nam situacija, bi rekla, gre preko glave. Ne iščemo rešitve, ampak se vedno bolj doživljamo kot žrtev. In takšna naravnanost nas dodatno uglasi na nove problematične situacije. Vidite, in zato se lahko hitro zgodi, da se določene bolezni v družini ponavljajo. Zakaj? Zato, ker odraščamo že v strahu pred določenimi boleznimi. In če se ne zavedamo teh stvari,
avtomatsko tudi mi začnemo o podobnih stvareh na podoben način razmišljati. Zdaj tukaj ne bom imela dovolj časa, da vam povem, kako konkretno se potem to zgodi, ampak nekaj je zelo pomembno. Torej, mi vsi smo vibracijska bitja. Mi vsi vibriramo z neko frekvenco, tako kot vse življenje, vse, kar obstaja, tudi ta hiša. Vse vibrira in te frekvence se da izmeriti. Jaz zdaj ne bom šla v te tehnične detajle, hočem vam samo povedati, zaradi te naše vibracijske narave smo uglašeni na določene situacije. To je odgovor na to, da življenje ni naključno. Vedno obstaja povezava med tem, o čemer veliko razmišljamo in načinom, kako razmišljamo in situacijam, ki se nam dogajajo. In zdaj seveda, če se nam neke situacije dogajajo, je zelo naravno, da o njih veliko razmišljamo. Dokler se ne zavedamo tega, kar sem vam zdaj povedala. Ko to ozavestimo, ko to ponotranimo, bomo, seveda, situaciji ne moremo zanikati, ampak zavestno začnemo razmišljati drugače. Ko je meni umrla sestra pred mnogimi leti, zelo mlada, mamica 3 otrok, umrla je za rakom. In to rakom na jetrih in trebušni slinavki. Zelo hitro se je to zgodilo v 1 letu po rojstvu najmlajšega otroka. Seveda so to stvari, ki ti zelo spremenijo, najprej način razmišljanja in seveda tudi življenje, ker nemogoče je, da če mi spremenimo način razmišljanja, da se ne bi spremenilo tudi življenje. To je nemogoče, to se vedno zgodi. In tukaj je zdaj ta prelomnica. Ali ti tak dogodek te navda z mislimi nemoči? Mene ni. Mene je navdal s to veliko željo razumeti, zakaj se je to zgodilo. In danes vem. Konkretno tukaj mi je pomagal Džotiš, mi je pomagala tudi kitajska, tradicionalna kitajska medicina, ki jo zelo spoštujem. Torej ta povezanost, s kakšnimi mislimi, o čem so povezane, vibrirajo, če lahko rečem, jetra, trebušna slinavka. In danes vem, da je moja sestra pri njenih rosnih letih bila verjetno eno najbolj zaskrbljenih bitij, kar sem jih mogoče še potem v življenju spoznala. Res se je obremenjevala z velikimi malenkostmi. Veliko, kitajska tradicionalna medicina pravi, trebušna slinavka, pravijo pretirano intelektualiziranje. Intelektualiziranje pomeni razmišljanje, ni nikoli pretirano, ampak kadar gre v smer razmišljanja o tistim, česar nas je strah, kar nam povzroča nevednost, takrat, ne da je pretirano, škodljivo je. Škodljivo je, ker ustvarja predvidljive posledice. Torej, to sem vam hotela povedati s tem, ko sem rekla, seveda ne moramo zanikati situacij. Ne moramo, ker jih zaznavamo. Ampak od nas je odvisno, s kakšnim pogledom bomo nanje gledali. In, kar je še bolj pomembno, prej sem rekla, vibracijsko bitje smo. Vsaka naša misel spreminja to našo, jaz temu rečem, vibracijsko matriko. In preko tega spreminja uglašenost na zunanje situacije. In to je mehanizem, ki je odgovor na to, zakaj življenje ni naključno. In meni se zdi tako zanimivo, ker jaz sem to res zelo dolgo raziskovala, o tem pisala, 7 let, da sem napisala to knjigo, kjer je to vse razloženo. Ampak, kar je mene presenetilo, mogoče niti ne toliko, da nam o tem znanost že zelo veliko zna povedati s kvantno mehaniko, z epigenetiko. Mogoče niti ne toliko, da o tem govorijo starodavna znanja, kot so tradicionalna indijska misel, kot je tradicionalna kitajska misel. Recimo ta zakon Yina in Yanga je genijalen, kako je bistvo življenja s tem povedano. Kar je mene najbolj v resnici presenetilo je, da o tem govori Biblija.
To je bilo zame mogoče najbolj presenetljivo spoznanje, da so v Bibliji stavki, ki točno o tem govorijo. Recimo, beseda bo meso postala in med nami prebivala. Z besedo izražamo misli. Meso je simbol za materijo, torej misli se udejanjajo in med nami prebivala. Se pravi, to postaja naša realnost. Torej, od pamti veka pravzaprav obstajajo znanja, ki jih današnja znanost potrjuje, v tem smislu, kar vam zdaj govorim, ampak imamo tega zavedanja absolutno premalo. Torej, česa se premalo zavedamo? Tega, da življenje ni naključno, da imamo dejansko en del naše narave je, ki neposredno vpliva na to, na kaj smo uglašeni, na kakšne okoliščine situacije. To je prva stvar. Druga stvar, da je telo, kakšno vlogo pri tem ima naše telo. Na telesu so čutila, torej s čutili zaznavamo. Se pravi, ves čas prihajajo nove misli. Mi misli ne moremo ustaviti. Meni veliko krat pride ta tema meditacija. Ali lahko dosežemo stanje brez misli? Jaz trdim, da ne. Trdim, da je meditacija odlična tehnika, ki nam pomaga do umirjanja. Ampak tudi v meditaciji zaznavamo. Če nam nekdo zelo močno zatrobi, karkoli od tega, zaznavamo. Ker čutil nikoli ne moremo izključiti, dokler smo živi. Kože, če nič drugega, ne moremo sleči, ker potem smo mrtvi. Torej, nenehno zaznavamo. Vsaka zaznava sproži novo misel. Te misli imajo svojo težo in pomen, ampak dokler ne postanejo prepričanja in pričakovanja, pač bi rekli, misel pride pa odide. Tisto, čemur posvečamo največ svoje pozornosti, način, kako posvečamo, to pa sproža naša čustva. Tista čustva, ki se jih najbolj zavedamo. In tukaj bi se rada dotaknila še ene situacije, ki je pa zelo, zelo povezana z duševnim zdravjem, psihičnim počutjem. To je pa seveda neposredno torej vpliva na naše fizično počutje. Namreč, misli sprožajo čustva. Ta preprost stavek je tisto, kar jaz zelo pogrešam pri današnjem pristopu in pogledu na duševno zdravje. Danes skoraj da ni teme, ko se ne bi o teh stvarih pogovarjali. Ampak nažalost ugotavljam, da z napačnega konca. Da pozabljamo ali pa se ne zavedamo tega, da se čustva ne zgodijo kar sama od sebe. Da ni tako, zdaj smo jezni, ne vemo točno, kako se je to zgodilo, ampak zdaj moramo pa z jezo nekaj upraviti. Ne. Samih čustev kot takih ne moramo spreminjati. Ko smo jezni, smo jezni. Kdaj nehamo biti jezni? Takrat, ko spremenimo misel o nečem, zaradi česar smo jezni. Ko mi mislimo, da je nekdo nekaj nalašč naredil, slabega, pa bi lahko boljše, ne bi mu bilo treba to narediti, a smo jezni. Če pa mi potem zvemo, da ta oseba enostavno je bila v situaciji, ko ni mogla drugače ravnati, a se naše čustvo spremeni? Se spremeni. In glejte, če mi potem vemo, da ostajanje v jezi, jeza je vedno ognjeno čustvo, jeza je povezana z dvigom temperature, kadar mi ostajamo jezni, si povzročamo vnetne procese v telesu, se nam dviguje notranja temperatura, vse alergije, vsi vnetni procesi. To je blaga oblika dogajanja v telesu na jezo. Če je ta jeza vztrajna, se potem začnejo težja obolenja, ki so povezana z mišicami. Tisto, ko nam mišice, včasih tudi živčni sistem v nadaljevanju, začne povzročati težave, to je vprašanje jeze. Ampak, se pravim, zdaj ne gre za to, da bi rekli, ja, kaj pa naj naredim, rodila sem se že kolerik, nagnjena k jezi. Ni res. Vsi smo se sicer rodili z določenimi
nekaj mi las nagaja, z določenimi naravnanostmi in na voljo nam je podatek, s kakšnimi naravnanostmi smo se rodili. In glejte, bolj ko se zavedamo tega, s kakšnimi naravnanostmi smo na svet prišli, bolj ko jih razumemo, lažje nam jih je spremeniti. Vse je v zavedanju. Zavedanje pomeni vedenje, pomeni razumevanje. In ko to obvladamo, je sprememba samo še stvar odločitve. Torej, bistveno, čustva, tako kot stres, ne počivajo na drevesu, pa čakajo, komu bodo za vrat skočila. Mimogrede, stres tudi ne obstaja. Tolikokrat govorimo o stresu, tolikokrat ga imamo celo za vzrok psihičnih in telesnih obolenj. Ampak kaj pa sploh je stres? A ga je že kdo videl? A ga je že kdo vonjal, okušal, tipal? Stres ne obstaja. Ne obstaja kot nekaj, kar nas napada, ampak obstaja naš odziv na tisto, kar se nam dogaja, ki mu potem rečemo stresni odziv. Zakaj? Ker ob tem čutimo čustva, ki nas ne pomirjajo, ki nam kradejo spanec, zaradi katerih nas skrbi in tako naprej. Se pravi, to je velika razlika. Če mi rečemo, to življenje je tako stresno, to je izjava žrtve. Vem, da nihče ne sliši rad, da reagira kot žrtev, ker imamo ponavadi to v mislih, da če reagiramo kot žrtev, pomeni nekje v kot se usedamo, nekam v kot, pa se sami sebi smilimo. Sploh ne, a ne? To smo lahko ljudje, ki se zelo borimo proti življenju takšnem, kot danes je. Ampak ta borba, že sama ta borba nas navdaja z občutki, ki nam povedo, da je to za nas naporno, da nam jemlje mir, da zaradi tega ne živimo tako, kot bi si želeli živeti, da se morda počutimo, da zapravljamo svoje življenje, da se počutimo nemočne, da nam ob tem, da nas navdaja negotovost in zelo kmalu se pojavijo tudi prve zdravstvene težave v obliki nespečnosti, v obliki nenehne utrujenosti in vidite, tukaj se mi lotimo stresa. Ko se nam to začne dogajati, nespečnost, nenehna utrujenost, rečemo, zdaj sem pa v stresu. In začnemo povezovati potem to z možnimi posledicami. Ampak to je nadaljevanje zgodbe. A poznate dojenčka, ki bi se rodil v stresu? Jaz tudi ne. Se pravi, a ne, gre za naš odziv. In spet, če se mi zavedamo te neposredne povezave med mislimi, čustvi in telesom, potem si rečemo, čak mal, kaj jaz s tem zdaj sebi delam? Jaz recimo sem po neki definiciji rojen kolerik. Veliko imam tega v sebi, kaj nočem, pa kaj hočem. To je namreč podlaga za jezo. Jezo čutimo takrat, kadar na neko situacijo, ki se nam dogaja, gledamo bodisi nočem tega, kar imam, ali pa hočem več tega, kar imam. Ko tako razmišljamo, čutimo jezo. Torej, še vedno znam biti zelo jezna. Ampak razlika med mano nekoč, pred tem znanjem, pa danes je, da je ta moja jeza nekaj ur, mogoče čez noč. Ker vedno si rečem, lej, kaj s tem delaš sebi? Povečuješ si pritisk in še vse kaj drugega zraven. Torej, točno veš, nihče ti ni nič naredil tebi, vsak je naredil, kar je on mislil, tako kot je bila njegovo videnje, njegova resnica. Torej, nehala sem jemati odzive drugih osebno. V smislu, to nekdo dela meni. To je največja svoboda, ki sem jo v življenju, do katere sem v življenju prišla. Ko sem razumela, kaj pomeni, karkoli naredim,
naredim iz sebe, torej zaradi svojega načina razmišljanja sebi. Jaz bom imela posledice tega. In ko to vem zase, vem, da to velja tudi za druge ljudi. Enako. Predstavljajte si, da bi lahko to ponotranili. Nihče vam nič ne dela. Na koga bi bili pa pol še jezni? In tudi stvari, ki so, lahko smo jezni na okoliščine, ampak če razumemo to povezavo, da nobena okoliščina v našem življenju ni v našem življenju po naključju, da je bila preden se je pojavila kot okoliščina, je bilo razmišljanje o takšni okoliščini prisotno v nas. Kako vemo, o čem veliko razmišljamo in kako vemo, na kakšen način razmišljamo? Odgovor na to so čustva. Čustva so pokazatelji naših misli. Čutimo, kar čutimo, ker mislimo, kar mislimo. Ko spremenimo misli, se spremenijo čustva. Ko spremenimo čustva, z vsem tem dejavnikom se seveda spremenijo tudi naši odzivi in kar je najbolj pomembno, spremeni se ta naša vibracijska uglašenost na okoliščine. To je bistvo. Torej, ko čutimo intenzivna čustva, a imate odgovor na to, zakaj določena čustva čutite tako intenzivna? Zakaj recimo čutite intenzivno čustvo do določene osebe? Partnerja, partnerka, starše, otroka, sodelavca, nadrejenega, podrejenega. A veste, zakaj so lahko ali pa so vaša čustva tako močna? Si znate to razložiti? Kako? Ja, tako je, blizu so nam. In zdaj to dejstvo, da so nam blizu, v bistvu pomeni, da imamo o njih veliko zaznav. Ker ko rečemo blizu so nam, to pomeni, da veliko časa preživimo z njimi. To je ponavadi razlaga tega, da so nam blizu. In če z nekom preživimo veliko časa, ga bodisi veliko časa gledamo, veliko časa poslušamo, morda dotikamo, morda okušamo, ampak hočem vam povedati, preko čutil o neki osebi dobimo veliko zaznav. Zato nam ta oseba pomeni pomembno postavko, okoliščino v našem življenju. In če o nečem veliko razmišljamo, veliko pa normalno razmišljamo o ljudeh, ki so nam pomembni v življenju, potem so tudi čustva intenzivna. Več, ko je nekih misli o eni stvari, intenzivnejše bo čustvo o tej isti osebi stvari. Zdaj pa vprašanje, kakšno čustvo? Če veliko razmišljamo o osebi, ker o njej razmišljamo na lep način, ker imamo lepe misli o njej, ker jo pohvalimo, ker so nam je všeč, kakšna je, kako govori, kako se vede, kako živi in predvsem pa, kakšna je do nas. In nam je to lepo, potem bomo čutili zelo lepa čustva. Če veliko razmišljamo o nekom, zato ker ga komaj prebavljamo, kakšna bodo čustva? Vse prej kot lepa, drži? In glejte, na izbiro imamo. Ko se prepuščamo takšnim mislim, se uglasimo na nove podobne situacije. Bodisi bomo imeli še naprej s to osebo podobne izkušnje, bodisi bo namesto te osebe, tudi ko te osebe ne bo več v naši stvarnosti, bo na to mesto prišla oseba, ki jo bomo doživljali na isti način, z istimi lastnostmi. Zato pravimo, se nam podobne izkušnje v življenju na področju odnosov ponavljajo. Gremo iz enega partnerstva v upanju, da bo drugače in zgleda na začetku, da bo vse drugače, ampak slej ko prej
pridemo do tega, da se nam podobne situacije ponavljajo, ker ne more drugače biti, ker smo mi še vedno pozorni na iste stvari na enak način. Torej, če hočemo, mimogrede, če hočemo imeti v življenju lepe ali pa lepše odnose, moramo preprosto začeti o ljudeh lepše razmišljati. Pika. No, ne morajo se nam naši odnosi izboljšati, ker če mi že imamo dobre odnose, pomeni, to je že del nas. Tukaj nam ni treba nič več spreminjati. Ostali bodo dobri odnosi, ker smo uglašeni na take okoliščine. Če imamo slabe odnose, je absolutno izgubljanje časa, energije in življenja. Se spraševati, kako je lahko do mene takšna ali pa kako je lahko do mene takšen. Ampak pri sebi spremeniti najprej odnos do sebe. Najprej to, da vemo, da v življenju nikogar ne potrebujemo, da nismo od nikogar odvisni, da je življenje samo po sebi, s tem, ko smo vibracijska bitja, s tem, ko imamo ta sistem misli in čustev, s tem smo mi opremljeni, da lahko sami lepo preživimo. Ampak velikokrat so v življenju stvari, ki jih želimo deliti z drugimi. Ne želimo živeti sami. Želimo biti v družbi, ker je lepše v družbi. In to je razlog, zakaj se povezujemo z ljudmi. Zdaj sem majčkan par besed še na temo odnosov, ampak da se vrnem k tej glavni temi, zdravje, psihično počutje. Torej, nihče, še enkrat nihče, ne more vplivati ali pa nam pokvariti našega psihičnega zdravja. Ne življenje, ne ritem življenja, ne življenjske okoliščine, ne vem, kaj bi še lahko bil razlog. Nič od tega. Samo naši pogledi na to, kar se nam dogaja. In vedno lahko najdemo v vsaki situaciji nekaj pozitivnega. Vedno. In bomo našli, če bomo v to smer iskali. Da bomo iskali, moramo imeti pa motiv. In motiv imamo življenjsko pomemben motiv. Če bomo pogledali z pozitivne strani, se bomo takoj začeli počutiti boljše. Boljše razpoloženi bomo v vsaki situaciji znali boljše reagirati. Tako, da nam bo naša reakcija bolj v prid, plus s tem spreminjamo svojo naravnanost na okoliščine. To je abeceda življenja, zelo preprosta je, pa se tega premalo zavedamo. Nad vsakim čustvom imamo nadzor. Strah. Zakaj živimo v strahu? Zakaj smo v krču od strahu? Zaradi negotovosti. Negotovost. Če mislimo, da na življenje lahko svojim težkim obrazom, neprijaznim obrazom, kadarkoli preseneti, potem lahko živimo v stalnem strahu in strah nas zakrči. Jaz sem imela danes malo treme, vedno imam tremo, pa veliko govorim, predavateljica sem, svetovalka sem, to je moje življenje. Ampak zadnjih, ne vem, 15 minut, normalno, vedno, jaz mislim, predvidevam, da ni nikogar, ki to ne bi imel. Spomnite se, kako se vaše telo odzove drugače, ko imamo tremo. Pa ni nič posebnega. Sam misel, govorila boš ljudem. Se poznate, sigurno imate kdaj tremo, pa veste, od presnove do pritiska, nabijanja srca, dojemanje temperature se spremeni. Vse se zgodi v trenutku. Če morda dvomite na to, kakšen vpliv imajo misli na fizično počutje. Res ga imajo, res. In se pravi, misli so tiste, ki jih lahko spremenimo. Spremenimo jim lahko pomen. Sami se odločamo, o čem bomo prednostno razmišljali, na kakšen način bomo razmišljali, in če kdaj nas zapelje, imamo čustva. So čustva tista, ki nas opozorijo, torej kadarkoli smo v neprijetnih čustvih, ne se ukvarjati s čustvi, ne analizirati, za kakšno čustvo gre. Vprašajte se rajši, čemu ste
predtem veliko svoje pozornosti namenjali in ali so bile to za vas prijetne situacije ali neprijetne. In torej, če je situacija tako neprijetna, da ne morete kaj lepega v tistem trenutku najti in take situacije absolutno obstajajo, je dovolj že, da o tem ne razmišljamo toliko intenzivno. Da o takšni situaciji razmišljamo samo toliko, kolikor je potrebno, če lahko kaj rešimo, ne pa še potem ure in ure in ure, čeprav nič ne moramo v zvezi s tem rešiti. Temu ure in ure in ure, temu rečemo kronična zaskrbljenost. In verjemite mi, nobeno telo, nihče od nas ne more zdrav preživeti kronične zaskrbljenosti. Kronična zaskrbljenost pomeni kroničen strah. Kroničen strah pomeni tole kostno maso, reči torej slabi kostno maso, dela tiste dele telesa, ki bi morali biti prožni, dela trde. Zato, gledajte, očitno imamo v naši družbi močan strah pred staranjem, pred starostjo, močan strah pred tem, kako bo naše življenje izgledalo takrat, ko ne bomo več mogli poskrbeti zase. Kdo pa pravi, da se sploh mora zgoditi, da kdaj ne bi mogli poskrbeti zase? Ta filozofija, ki jo jaz zagovarjam, to vedenje, do katerega sem prišla, pravi takole: 120 let je predvidena življenjska doba. Torej, ko odhajamo v pokoj, po naših razmerah, smo nekje na polovici. 120 let. In še nekaj, tudi pri 120 letih naj ne bi odšli bolni. V visoki starosti odhajamo zdravi, postarani, seveda zgubani. Zakaj? Vsaka misel, vsaka mimika, ki jo delamo, pusti sled na telesu. Zakaj si z botoksom omrtvičimo, recimo, neke dele telesa? Zato, da naša mimika ne bi pustila sledi. Vsaka misel, če jaz takole gledam, se mi bodo te gube poglobile. Če sem ves čas žalostna, se mi bodo te ustne gube poglobile. Vsaka misel, če sem vesela, bo imela gube, smejalne gube. Vsaka guba na obrazu pove, je kot naš zemljevid. Se pravi, hočem reči, seveda ne bomo pri 120 letih, ne bi odhajali z tega sveta kot dojenčki. Spreminjajo, naša telesa se ves čas spreminjajo, ampak bistveno je, odhajali bomo zdravi, funkcionalni, odhajali bi tako, da sami lahko poskrbimo zase, ker česa nas je, to je res hud strah. Kaj, če bom kdaj morala biti odvisna od druge osebe? To je zelo huda misel. In jaz bi rada rekla, življenje tega ne prinaša samo po sebi. Se nam pa zgodi, ker nekih pomembnih stvari o sebi in o življenju ne poznamo, ne razumemo, ampak znanje je zdaj tukaj, zagotovo, oziroma ne zdaj. Moje je bilo samo, da sem ga mogoče povzela pa nadgradila, predvsem pa mislim na zelo enostaven način razložila. To znanje obstaja od pameti veka, tako kot sem na začetku rekla. Torej, kaj je tisto, kar nam nudi garancijo za 120 lepih let v življenju? Mimogrede, ne vem, če ste že slišali, obstaja 5 modrih con na planetu. Eden je Ikarija, grški otok, eden je Okinava na Japonskem, pa še 3 so, ki se jih zdaj ne spomnim, kjer ljudje dejansko doživljajo neverjetno visoko starost. In potem se raziskovalci ukvarjajo, ali je to v zraku, ali je v rastlinah, ali je vse to, vse, kar zaužijemo, zagotovo ne gre brez posledic, ampak ključni element, ključno je sproščeno življenje. Jaz sem na Ikariji pred kratkim bila in sem se sama prepričala, da je to res. Res živijo, niti tega ne vejo, da veljajo za dolgožive ljudi, ker jim je to razumljivo. No, torej, da razložim, kaj je tisto, kar nam zagotavlja 120 let življenja.
Tukaj se pa zdaj dotikam ene starodavne vede, ki se ji reče Džotiš. Džotiš je v bistvu oblika astrologije, torej kot orodje je astrologija, ima pa precej drugačno filozofijo, kot smo jo mi sicer pri astrologiji vajeni. Veliko je te življenjske filozofije v ozadju in Džotiš pravi tako. Pravi, vsi imamo v sebi 9 osebnostnih lastnosti, vsi istih. To vas bo mogoče presenetilo, ker se mi učimo, da smo si zelo različni osebnostno. Ne, Džotiš pravi, tako kot imamo vsi glavo, 2 roki, 2 nogi in trup. Vsi. Pa si vendar niti eden ni enak drugemu, tako imamo vsi 9 osebnostnih lastnosti, ki so povezane z 9 temeljnimi željami in 9 motivi in 9 obdobji v življenju, ko te želje živimo. In teh 120 let je obdobje, ko se vseh teh 9 želja izpelje, cikel teh 9 želja, 9 motivov, 9 hotenj, 9 naravnanosti, cikel obdobij vseh teh 9 je 120 let. Torej, filozofija za Džotišem pravi, dokler imamo veselje do življenja. In veselje do življenja imamo, dokler imamo stvari, ki nas veselijo. In vsako obdobje se naš fokus obrne nekam drugam. Vsako obdobje nam samo po sebi prinese nove razloge za novo zanimanje za življenje. In ko se teh 120 let zaključi, teorija tako pravi, pomeni s tem telesom, s temi čutili smo videli, doživeli, kar nam je življenje lahko dalo. In gremo naprej z novo opremo, če malo poenostavljeno povem, ne zato, ker bi se naše telo okvarilo, ne zato, ker mi ne bi bili kos letom, ampak zato, ker tako kot je sprememba od včeraj na danes, pa od danes na jutri, je pač en življenjski cikel in drugi življenjski cikel, pač večja sprememba, globlejša sprememba, ampak ravno tako sprememba cikla. Vse v življenju se dogaja ciklično, vse brez izjeme. In torej radost tega ali pa prednost je, da so nam ta obdobja znana. Da vemo, kdaj nam bo v življenju recimo najpomembnejše, da se razbremenimo stvari, ki so se za nas izpele. Kdaj bo obdobje, ko bomo vprašanje svobode smatrali kot eno od ključnih vprašanj za to, da smo lahko srečni. Se pravi, takrat smo najbolj naravnani k temu, da težko toleriramo stvari, za katere mislimo, da nimajo več smisla. S tem se ukvarjamo. Potem pride obdobje, ko nam je najbolj pomembno navdih, da najdemo nov navdih v življenju. In to obdobje je običajno vezano z odnosi. In tako naprej, da ne bom zdaj šla čez vseh teh 9 obdobij. V knjigi sem vse razložila. Vseh 9 obdobij, mislim, da se vsak lahko v njih prepozna, ampak da ne bi, bom potem v šotoru, vsakmu, ki ga to zanima, potrebovala bom samo vaše rojstne podatke, vam z veseljem povem, v katerem obdobju življenja ste, kaj vas osrečuje v tem obdobju oziroma kaj vam je najbolj pomembno, da se lahko počutite zadovoljni, na katerih življenjskih področjih se vam najbolj to dogaja in seveda, če boste želeli še kakšen nasvet, kako kaj spremeniti, če bi bilo treba spremeniti. Torej, koliko je pa ura? Mi lahko poveste, koliko je ura? 9 do 12, hvala lepa. Torej, če bi želeli, ja, sem tam v šotoru, ampak hotela sem to povedati, resnično nam ni treba živeti v negotovosti, ker torej življenje se dogaja po svojih predvidljivih zakonitostih. Predvidimo lahko, na kakšne stvari smo naravnani, s kakšnimi stvarmi smo uglašeni na podlagi tega, čemu posvečamo največ svoje pozornosti in na kakšen način. Ker nas je tega strah, ker v tem vidimo problem zase,
oviro, težavo, ali zato, ker v tem vidimo svojo priložnost. In večkrat, bolj ko se zavedamo tega, da je vedno, da življenje vedno ponudi priložnost, vedno, bolj smo na varni strani življenja. Verjetno je ena najhujših bojazni, poleg tistega, da na stara leta ne bi mogli poskrbeti zase, verjetno najhujša bojazen sta dve. Eno je izguba zdravja, drugo je izguba najbližjih. Te dve zadevi, a ne. In glejte, kar se tiče izgube zdravja, ta ne bi bila, te se lahko zelo hitro razbremeni, bi se jo lahko zelo hitro razbremenili, če ne bi bilo toliko nenehnih pozivov, pazite na to, glejte to, pejte to in tako naprej, a ne, da moramo biti pač bolj zavestni, bolj razumeti tega, da se nam zdravje, da nam je zdravje danost in ga lahko zgubimo, ne ker se samo po sebi okvari, ampak iz dveh razlogov, zelo preprosto, samo dve stvari sta. Če se pretirano izčrpavamo. In tukaj bi vam rada položila na srce, izčrpavanje ne pomeni delo. Delo nas lahko mnogokrat celo navdihuje. Izčrpavamo se s skrbmi. Skrbi so tisto, kar nas izčrpava. To, se pravi, pretirano izčrpavanje in hkrati dovolj obnavljanja. Torej, dva pogoja in samo dva pogoja sta, ki jim je treba zadostiti, če si hočemo zdravje bodi si zadržati, bodi si ga obnoviti. Pač odvisno od situacije, ampak v vsakem primeru gre to v smeri obnavljanja zdravja. Še enkrat, da se ne izčrpavamo pretirano in da se dovolj obnavljamo. Kaj pomeni dovolj obnavljanje? Volja do življenja. Kar pomeni veselje do življenja. A se spomnite kdaj ljudi, ki so se poslavljali, pa bi rekli, pa ne more iti. Kolikrat je bilo v ozadju to, želim še dočakati vnuka. Želim dočakati, da bo, ne vem, vnuk, vnukinja, ne vem, se poročila, diplomiral in tako naprej. Neka želja ohranja ljudi pri življenju. Jaz sem imela teto, zdaj je pokojna, pa je bilo, res je bila že Boga, ampak enostavno do zime. Veliko ljudi odhaja po zimi v teh adventnih časih, zato ker takrat narava ni več tista, ki bi nam sama po sebi ponujala veliko razlogov za veselje v življenju. To je razlog, da veliko ljudi takrat odhaja. In ta moja teta je tudi rekla, dokler lahko poslušam ptičke zunaj, želim živeti. Ko so se okna zapirala zaradi mraza, je ona odšla. Take stvari. Tako da, torej, čustva so pomembna, psihično počutje je absolutno pomembno in če mi vemo, poznamo sebe, se pravi, imamo še te informacije, kaj je na naši osebni ravni za nas pomembnega, potem seveda res ni težava, nikakršna težava, da lahko vedno najdemo zadovoljstvo v sebi in s tem torej ohranjamo zdravje. Torej poskrbimo tudi za ta del, ki mu rečem, dovolj se obnavljati. Imeti, najti veselje do življenja. Če bomo našli veselje do življenja, to pomeni, da je naše telo, naš organizem v stanju homeostaze. Homeostaza pomeni v naravnem ravnovesju. Če je naše telo v stanju homeostaze, je naš imunski sistem dober. In če je naš imunski sistem dober, to pomeni, da bo telo samo opravilo z vsemi patogenimi procesi v telesu. To je to. Mogoče boste rekli prelepo, da bi lahko bilo res, jaz bi rekla prelepo, da ne bi o tem resno razmislili. Je pa dejstvo, da je verjetno te stvari premalo samo enkrat slišati, da bi jih lahko ponotranili. Ko jih ponotranimo, lahko po njih živimo. Da bi jih ponotranili, moramo o tem razmišljati. Da bi imeli motiv za razmišljanje, je mogoče treba večkrat o tem slišati, tako da evo, če vas to zanima, torej dve stvari vam lahko danes še ponudim. Eno je individualni pogovor v šotoru, da vam povem obdobje, ki ga doživljate in kaj to za vas pomeni. Drugo je pa torej
Evo, ta knjiga, ki jo tudi lahko danes pri meni dobite v šotoru, kjer je res na utemeljen, obrazložen način zapisano to, kar sem vam danes hotela samo dati na vedenje, da to obstaja. Evo, kakšno vprašanje morda? Potem vas vabim tja v šotor, če vas to zanima, sicer pa najlepša hvala za vašo pozornost in lep dan in lepo življenje vam želim.